Ta teden nam je pisala Liljana, sicer ne v rubriko Glas ljudstva, ampak neposredno, saj jo očitno resno skrbi za zdravje naše oddaje. Do zdaj nas je Liljana namreč z navdušenjem gledala, ob zadnji oddaji pa je opazila, da se je ost kritike nenadno obrnila s, citiramo, neusmiljeno ostrino nad nosilci nove vlade, ki sploh še ni formirana, pa je že deležna neverjetnih napadalnih obravnav. Liljana, ker smo tudi sami presenečeni nad kritičnostjo, s katero smo se lotili novo nastajajoče vlade, čeprav jo imamo radi kot mater, kruh in svobodo, smo za analizo dogajanja poprosili človeka, ki našo oddajo odlično pozna, saj je bil v njej v zadnjih 2 letih omenjen večkrat kot druži v oddaji Dobro jutro. Kaj se dogaja, skaj dogaja, nam je razložil notranji minister o odhodu s funkcije, a nikoli iz srca. Liljani odgovarja Aleš H. Liljana, pozdravljeni. No, evo, sem vesel, da je končno eno opazil, kakšne zgane je na tej oddaji, no. Mislim, 2 leti so mene ribali, karkoli sem naredil, no. Pa greš čez mejo brez dokumentov, pa se dela norca. Pa špricaš celo Ljubljano s solzivcem, spet problem. Mislim, te ljudje išejo dlako v jajcu, Liljana, no. In pol, ko jo najdejo, spet ni v redu, nikoli niso zadovoljni. In evo, zdaj, ko mi odhajamo, so se pa na goloba spravili, no. Pa še mi smo dali zdaj mir, no. Ja, dobro, vložili smo teh 150 predlogov, pa to ga malo viramo v formiranje nove vlade, ampak to je štost, a veste, Liljana, to je štost, ja, ne pa, da se vsako soboto nekaj izmišljuje, pa ene skeče snemajo, pa kar neki, no. Enostavno nimajo mire. Se pri nas je bilo isto, že od štarta pa smo jim govorili, počakajte, da mi speljamo vse reforme do konca, koliko smo si zamislili, pa bote pol ocenili, a je treba kritizirati, a veste, samo mi počakaj, pa sigurno ne bi plitko kritični, ker takrat še ne bi bilo te oddaje, pa ne bi bilo televizije, pa te države, ampak oni tega ne razumejo, Liljana. Treba je ljudem pustiti, da najprej naredijo, pa komentirati, tako. Ja. Ni več nobenega spoštovanja, pa zaupanja, no. Vsak kader je lahko odličen v pravih okoliščinah, stojane. Za Počivalška pa Vizjaka si noben ni mislil, da sem tako podjetna, ampak prave okoliščine. In prije to iz ljudi enostavno, ne, pa pustimo ljudem, naj vsaj probajo, no. Lahko pa, da bo Han se izkazal odličen kader. Ne hecam se, Liljana. Ne hecam se. Vem, da zgleda, da mi gre van na smeh, ampak se ne hecam. Lahko pa, da bo sta Bratuško pa Šarc vrhunska, ker zdaj enostavno nisem imela priložnosti tega pokazati. In jaz sem pripričan, da zdaj pa bo to. To bo pa zdaj to. In tudi iskreno mislim, da človek, ki je bil zraven pri Savi, pa pri Vegradu, pa pri Adriji, da je super kandidat za finančnega ministra. In ni razloga, da bi v te ljudi dvomili, no, še prije sploh začnejo kaj delati, no. Pa dajmo jim pustiti, da nekaj naredijo, no. Ker več, ko oni naredijo, manj plakatov umira več 4 leta. Ne, glej se pa hecam. To je pa štoza, veste. Ja, pa malo name potegne, a ne. Ja, vse en tak štuserski stil oddaje, pa. Dobre, skratka, pustimo. Paziti se treba humoristov. Paziti se treba, ker se vem, kako gre. Najprej so se hecali ste desnih, pa so vsi ploskali razen desnih. Zdaj se hecali ste sredinskih pa levih, pa ploskali vsi razen njih, ne. Kdo pa pol ploskal? Ker se bojo pa hecali iz vseh, a? Kaj pa pol, kar enkrat konc aplauza? Ja, a je to družba, v kateri hočemo živeti? Treba je paziti. Humor vodi naravno v totalizarizem ali pa še hujšega. Tako da, dajmo skupaj držati, dajmo biti konstruktivni, vsaj to, kar mi opozicija, predvsem pa nehte s to kritiko, ker pol ob sobotah moram skozi neki kanale predstavljati, pa še 16 življenj umri pokončno, pa tako naprej. Skratka, Liljana, hvala za opomo, pa se vidimo leta 2026, hvala se šel. Čakaj, ključe imam, denarnico imam, telefon imam, sem kaj pozabil. Ja, a subscribe si se? Točno, eviš, to sem pa pozabil. Takoj naredil, da ne pozabim, ja.